Dobrodošli v novi epizodi podcasta Posavskega obzornika. Danes je z nami ustvarjalka Adriana Jelen iz Brežic, ki jo primarno poznamo oziroma smo poznali kot glasbenico. Aktivna pa je tudi na podjetniškem področju oziroma ustvarjalnem področju oziroma drugi vrsti ustvarjalnosti. Je ustanoviteljica znamke Atelier Orion, o kateri nam bo ona Orion, ali sem prav rekla? O kateri nam bo še ona več povedala. Dobrodošla, Adriana. Hvala, Hana. Oziroma teplah rečem Bog. Bog si iz Brežic doma. Kak si? Čudovito. Kaj se ti kaj dogaja zadnje čase? Vidimo, da si kar zaposlena, sploh kar se tiče razvoja tvoje podjetniške poti. Kaj se kaj dogaja? Ja, tako. Zdaj poletje je vedno pestro na vse možne načine. Je res, da se je ravno prejšnji teden zaključila mestna promenada, kjer sem se na začetku predstavila na odru, na otvoritvenem koncertu, pa sem imela pa še 4 dni stojnice, kjer pa sem predstavljala svoje Atelier Orion izdelke. Tako da, ja, je kar pestro, ampak fajn je, ko je pestro, ko se dogaja. Torej, rada imaš, da se veliko dogaja okrog tebe. Absolutno. Torej, Atelier Orion si ga tudi sama že omenila. Kak je nastala znamka sploh Atelier Orion? Prej vem, da si ustvarjala še pod imenom Super Stitches, da tudi jaz poznam. Oziroma, če je moj spomin pravi, si najprej delala razne tote bage oziroma take vrečke. Kako je to zraslo v to znamko, ki jo poznamo danes? Ja, dejansko je res že kar nekaj časa, odkar sem začela nekako ustvarjati in potem tudi objavljati in odkar sem temu namenila svoj profil na Instagramu. Je torej že več kot 5 let, ker samo pod imenom Orion delujem 5 let. 5 let je pa zato, ker je v bistvu ravno toliko časa nazaj se začela epidemija, ki je, mislim, da ne samo meni, ampak marsikomu odprla ta ustvarjalni ventil. Kakor si rekla, prej so bili Super Stitches, torej preko tega kanala sem vezla oziroma prodajala ročno vezene totike predvsem. Med korono sem pa začela aktivno kvačkati. Sicer sem se s kvačkanjem spoznala kot otrok, me je mami naučila, ampak seveda sem potem med korono začela intenzivno kvačkati in se nisem mogla ustaviti. Tako da ja, 5 let nazaj je nastal Atelier Orion z željo, potem samo, da najprej pokažem svoje izdelke. Zdaj je pa to že kar preraslo v nekaj več. In absolutno si želim, da postane še več, kakor je zdaj. Ja, nisem se nikoli prav imela za podjetnico ali pa sem se videla v teh vodah. Vedela sem pa vedno, da si želim delati nekaj sama zase. Nekaj ustvarjati, to sem vedno čutila kot svoje poslanstvo. Seveda začelo se je z glasbo, ampak karkoli, da se ustvarja, to je meni blizu in to je meni smisel življenja. Tako da, ja, tako. Torej si že od začetka vedela, da ne boš imela neke tradicionalne službe ali si probala kaj takega, pa si videla, joj, to pa mogoče ni za mene. Ja. Greš na svoje, ali kak je bilo to? Ful sem bila pridna v študentskih letih, ful sem delala, začela v Čateških, tako kot vsak pravi Brežičan. In sem se izkusila v tem in sem se tudi našla v tem, sploh v gostinstvu mi je bilo ful fajn, imam ful lepe spomine. Ampak ja, ko je bil pa ta prelomni trenutek, ko več nisem mogla delati kot študentka, je pa šlo nekako bolj zares, ne. Sem se pa res vprašala, okej, kaj je zdaj? Prihajam iz čisto povprečne družine, moji starši pač ful delajo za svoj denar in so utrujeni in jih to izčrpa, to delo, ki ga opravljajo, in vedela sem, da mogoče pač čutila sem nekako, da želim iti pa jaz v drugo smer, pa mogoče prekiniti ta vzorec. In ja, treba je biti pogumen, da greš na svojo podjetniško torej pot, ampak mislim, da pa ti pa prinese mogoče več sreče vse splošno v življenju. Tako da, ja. Torej, bomo o podjetništvu kot samem rekla mogoče malo več kasneje. Zdaj me pa zanima, torej,
Orion in kvačkanje, oziroma še prej vezenine. Rekla si, da si začela kvačkati že v otroštvu, pa da se je pol to malo zgubilo in da si pol spet začela. Kaj so bili recimo tvoji prvi izdelki, ki si jih skvačkala, ali pa ne vem, motivi, ki si jih izvezla na vrečke in kako se je to znanje mogoče nadgrajevalo? Si šla ti na kak tečaj ali si se to ti vse sama naučila prek, ne vem, YouTube videov ali pa kaj takega? Kako je to izgledalo recimo? Ja, torej, kvačkati me je naučila mami, ampak ona je kvačkala te pač bele prte, gigantske. In kot otrok se seveda nisem glih znašla v teh belih prtih, ne. Tako da sem zaradi tega pol nekako nisem začutila kvačkanja, toliko, kakor ga čutim zdaj. In ja, ko se je bilo treba v bistvu na nek način ponovno naučiti 5 let nazaj, sem se poslužila pač YouTube videov, in sem ugotovila, da obstajajo tudi velike kvačke, s katerimi malo hitreje prideš do končnega izdelka, pa da lahko za kvačkanjem res narediš kaj več kot samo prt, ampak celo oblačila, modne dodatke, košarice, mislim, resnično vse se da narediti za kvačko. In mislim, da so bili moji prvi podvigi s kvačko ravno torbice oziroma cekarji. To so bili moji prvi izdelki, ampak seveda sem zelo hitro že začela sanjati o tem, da bom imela svoje prve kose, puloverje, tope, raznorazne poletne in ja, oblačila me nekako najbolj privlačijo. Iz tega razloga sem se tudi začela ukvarjati ful z materiali. Sem hitro ugotovila, seveda začela sem z akrilno prejo, ker je bila najbolj dostopna, cenovno. Itak, ko ne znaš še kvačkati, moraš si najti nek material, ki ni ravno zdaj ne vem koliko drag. In ugotovila, koliko pomembno je izbrati pravi material, ker akril je v bistvu pač plastika, ne? Plastična nit. In to je nekako potem preraslo v to, da sem se ful začela ukvarjati z problematiko, rečemo temu, tekstilne industrije. Tako da je ful eskaliralo na nek način. Začela sem kvačkati, začela sem se torej na tak način izražati, na drugi strani sem se pa spoznavala še za tem svetom, ki mi prej ni bil toliko znan. Torej, to je pač tekstilna industrija in trajnost. Tudi to sem hotela izpostaviti, ja, da si zelo trajnostno naravnana, torej tako si rekla, gledaš na materiale, na to, da je vse fair trade in tak. Danes je veliko govora o hitri vodi nasploh, tudi o kvačkaninah, ki jih lahko dobimo za par evrov, ali pa recimo kopalke, vem, da si tudi objavila ti nekaj na svojih socialnih omrežjih. Kako se ti počutiš, ko vidiš, da je ali nekdo kupil, ali pa nek oglas recimo za neko, ne vem, majčko kopalke za par evrov, ko ti veš, koliko truda mora nekdo v to vložiti, da to skvačka? Ja, huda sem, ne? Mislim, jasno mi je, zakaj se to dogaja. In zdaj v bistvu dogaja se mi, odkar sem res v tem Atelier Orionu, pa odkar res, kot si rekla, pa res poudarjam to neko trajnost, se mi dogaja, da se mi ljudje kar opravičijo, ne vem, pohvalim nekaj, pa rečejo, prosti, ja, ne, to sem kupila v tisti trgovini, veš. Ali pa, ne vem, ja, to mi je nekdo podaril, pač to je bilo na Kitajskem narejeno, ne vem kaj. Nisem toliko stroga, pač, da bi zdaj jaz kar omedlela, če si nekdo pač kupi, saj si tudi sama kupim. Kar se mi zdi pomembno in velikokrat se znajdem v teh debatah o Sheinu, pa o Temuju, pa o vseh teh platformah, kjer si lahko torej zares drobiš celo garderobo, zamenjaš oziroma kupiš. In ne vem sploh, kje naj začnem, ko pride do te tematike, ali ne grem kar direktno na dejstva, kot so to, da je tekstilna industrija odgovorna za 92 milijonov ton tekstilnega odpada letno, ali ne grem na to, da je to ful slaba kvaliteta, ali ne probam spodbuditi neko empatijo do narave, v kateri živimo, pač mi smo del narave in ni prav, da se tako do nje obnašamo. Sploh ne vem, kje naj bo moja oporna točka, ker jih bi lahko imela milijon.
Ampak zdi se mi pač bistveno, da se samo vsak zase vpraša, ko gre v trgovino, saj kot sem rekla, jaz grem tudi v trgovino, ampak grem takrat, ko mi česa zmanjka, ko rečem, zdaj bom pa rabila pač nov prhlač ali pa novo spodnjo majico, pač vem, da to res potrebujem, bom prišla v trgovino, bom pogledala, malo potipala, pogledala materiale in se bom vprašala, če je to kos, ki mu bom jaz zvesta zdaj vsaj 10 let, pa kos, ki bo zdržal par pran, ne. In mislim, da je glih to tisto, ker se mi zdi, da se res tudi ta problem lahko reši, čeprav smo že ful smo pozni, ampak mislim, da je najbolj poglavitno to, da ne razmišljamo, saj jaz pa, kaj pa potem, če jaz zdaj to naročim pa kupim, ne, saj sem sam jaz, pa to je zdaj sam en kos oblačila, ampak če vsi tako razmišljamo, ne, potem smo vsi del problema, če pa spremenimo to miselnost vsak posebej zase, se pa potem lahko pač že vidijo spremembe, ne. Tako da jaz to spodbujam tudi pri svojih sledilcih, malo opozarjam na to ekološko problematiko, zato ker res verjamem, da lahko skupaj pač naredimo nekaj drugače, spremenimo nekaj. Tako da, ja, tako. Pa se ti nasploh zdi, da se ljudje vedno bolj ali vedno manj zavedamo neke pomembnosti ročno izdelanih izdelkov, pa to, da je nekaj lokalno, ali pa to, da pač nam bo nekaj res služilo za več let in da pač pretehta ta neka kvaliteta nad dejansko ceno. Se ti zdi, da je na tem področju so kakšne izboljšave ali da smo ljudje vedno bolj, bom si kupila 5 majic, ni panike, itak so po par evrov, pač nosila bom eno, ostale 4 pač bom vrgla. Ja. Ne vem, če tako se mi zdi, kot da se vzporedno ful pogovarjamo o tem, hkrati je pa hitra moda hitrejša kot kadarkoli prej. Tako da se mi zdi, kot da nekako na eni strani torej mogoče se pomikamo k temu, da se ne vem, kako ne povem za to. Mogoče da ko se naredi en korak naprej, se hkrati naredi en korak nazaj. To misel sem imela v glavi, ko si to govorila. Točno tako, no ja, točno to. Hvala, točno to, ja. Ja, ker jaz tudi vidim, sej res veliko ljudi, ne vem, thrifta recimo, ne, torej kupuje v nekih second hand shopih, ampak po drugi strani pa tako si ti rekla, hitra moda je pa vedno bolj tudi v razmahu. Tudi lahko thriftaš, pa vržeš v smeti, pa si mi, ne? To je res. Tako da, pomembno se je samo vprašati, ali res to potrebujem, pa ful mi je všeč ti trik spletnega nakupovanja, ko daš nekaj v košarico in če se, ne vem, čez ne vem koliko časa vrneš nazaj, pa rečeš, tole pa res rabim, pol res to kupiš, če pa pozabiš, potem je pa že dosti irelevantno. To je drugače zelo pameten nasvet, ker tudi jaz, mogoče sam ta excitement oziroma to navdušenje, ko pač nakupujemo, oziroma isto recimo včasih ne grem po trgovini, pa kupim vzamem eno stvar, ne, malo hodim z njo, pa sem tako, mogoče pa ne. Tako v živo to poteka, če hodiš en krog, greš, točno to. Kje pa ti recimo nakupuješ obleke, ali se trudiš, da bi čim več, ne vem, nosila second hand, ali pa mogoče seveda svojih izdelkov, ali tako si rekla, tudi verjetno zaviješ v kako. Ja, v bistvu ugotovila sem, da imam v svoji omari, in to rada pol tudi delim sledilci, imam ful še oblačil iz osnovne šole, ki se še čisto v redu držijo, pa tudi aktualno so v smislu, da so v času z modo, rečemo, ne, oziroma so dosti neutralne. Ful dobim tako iz druge roke, niti ne rabim iti v thrift, grem seveda tudi thriftam, ampak tudi tako dobim, ne vem, od tašče, pa od njene kolegice, pa od kolegice od njene kolegice, tako dobim vrečo pred seboj in na ta način potem pridem do kakšnega novega kosa in kupujem pa, grem v trgovino res samo takrat, ko rabim in tudi moram reči, da mi sploh, tudi ko vstopim v trgovino, pa čeprav vem, da sem zdaj tam z namenom, da nekaj kupim, ker pač to potrebujem, ampak mi je prav, ne bom rekla, da mi slabo rata, ampak mi je ful, ne vem, taka ena
taka čudna energija me spopade, ko pridem v neko trgovino, ne vem, kamorkoli, ne bom se sploh naštevala, pač te trgovine, ki jih vsi poznamo. Pridem noter in enostavno mi je tako težko mi je, pač, kakor sem večkrat poudarila, ko postaneš rokodelec oziroma ko sam izdeluješ, recimo v tem primeru oblačila, prideš v trgovino in pač nimaš več pred seboj samo končnih izdelkov, ampak vidiš celoten proces izdelave. In jaz se vprašam, pač ko vidim neko pulover, ne vem, za 20-30 evrov, se vprašam, kdo so ljudje, ki stojijo za tem puloverjem. Mislim, to gre čez toliko rok, jaz ne vem, najverjetneje se ljudje ne zavedajo toliko, ali pa mogoče nočijo se zavedati, da še vedno je treba zrezati tekstil, oziroma najprej ga je treba predelati, potem ga je treba zrezati, pa ga je treba zašiti, pa ga je treba iz tiste tovarne, potem nekako do Posavja pripeljati, ne. To gre ful enih rok čez in enostavno 10 evrov recimo za neko majico ali pa 5 evrov, to ni logično. Tako da jaz to vse predelujem, ko stopim noter v trgovino in mi je prav, hočem iti čim prej ven. Ja, po mojem, da si tudi malo odprla oči ali pa mogoče ne komu položila na srce. No, tako, ne, dejansko pač ta proces, ki je. Ti. Tako. Zdaj pa na malo lepše teme, oziroma lepše druge teme. Lažje. Ne izdeluješ pa samo oblačil. Mi lahko poveš, kaj ponujaš v Orionu, oziroma kje izdelki so na voljo. No? Se pravi, zdaj posebej ljubi so mi točno ti traki za na glavo, ki sem jih začela ravno tako, ne vem, 2 tedna nazaj izdelovati. Sicer izdelujem tudi te gumice za lase, skranči, se pravi, kakšne manjše zadeve. Lotila sem se tudi na nek način predelave enega stolčka, ki smo ga imeli v dnevni sobi, ki je bil tako res dolgočasno bež barve, pa sem pač nakvačkala okoli njega, tako da imamo zdaj čist en special in unikaten kos v dnevni sobi. Pa en prtiček za na mizo sem že naredila, tako pač, kakor sem rekla, res vse živo, kar se da, sem se najverjetneje že lotila. Z veseljem tudi naredim po naročilu, če se mi zdi, da bi lahko, da bi znala, se z veseljem odzovem, če mi kdo napiše, bi mi naredila točno takšen en, pa mi pošljejo, pa pol res z veseljem naredim. Sem se pa lotila, in to je bilo ravno v bistvu zato, ker sem lani imela prvo stojnico na Mestni promenadi in itak noben ne pride na stojnico zato, da bo kupil zdaj tam pulover za 200 evrov, ne. In sem pol začela tako malo razmišljati, o manjših stvareh, in zato so tudi nastali te pač trakovi, pa skranči, pa vse te manjše, tudi uhane sem začela kvačkati. Letos sem pa še posebej, to pa ni kvačkano, no, to je pa bolj sestavljeno skupaj s klešči. Delam tudi en tak nakit z poldragimi kamni, pa sladkovodnimi biseri. To mi je tudi tako, prav ne morem verjeti, koliko mi tudi klešče prav pridejo v roke, tako kako mi je fajn tudi se tega lotiti. Tako da, ja, pač vse, ne vem sploh, kaj se ne dobi v Ateljé Orion. Je pa to vse torej ročno izdelano, se posvetim vsakemu izdelku posebej. Sem, kar se tega tiče, res perfekcionist. Pa je zato, ker imam ascendenta v Devici. Okay. Tako da mi je res tako, pač sem ful posvečena tem detajlom, no. Torej, v bistvu lotiš se vsega, kar je v tvoji moči. Tako, in narediš to vsega, kar je v zelo moji moči. pedantno. Tako, pedantno in predano. Zdaj, če gremo še malo na ta podjetniški aspekt tvoje poti. Sodelovala si v projektu Poni Posavje. Kaj mi lahko o tem projektu sploh poveš? Oziroma, verjamem, da marsikdo ne ve sploh, kaj ta projekt je. Nazadnje smo se mi pogovarjali, to je bilo pol leta nazaj za časopis. Takrat si rekla, jaz sem se prijavila, ne vem, upam, da me zberejo, ne vem, kaj to zdaj bo. Ja. Zdaj si pa v bistvu že dokončala ta. Zdaj konec, tako je. Kak je bilo? Ja, Poni je torej okrajšava za podjetno nadizzive. In je tako eno res super usposabljanje za vsakega potencialnega, torej podjetnika, za vsakega, ki razmišlja o nečem, ki bi rad mogoče realiziral to svojo podjetniško idejo, ki jo ima, pa ne ve, kje se lotiti. Jaz kot ustvarjalka, pač ja, sem ful ustvarjalna, ampak
v smislu podjetništva, tukaj me pa pač zmanjka. Tako da super je, da se o tem pogovarjamo, ja. Marsikdo res ne ve, mislim, nihče ne ve, se mi zdi za ta projekt, ker bi res je super projekt, pa se moramo o tem pogovarjati. Torej pomeni, ti se prijaviš za podjetniško idejo in potem se zaposliš za 4 mesece, od ponedeljka do petka si tam, od 7 do 3. Vmes imaš, torej, kot sem rekel, usposabljanja, kar se tiče financ, marketinga, narediš raziskavo trga, ki se je jaz osebno, ne vem, če bi se kdaj lotila narediti, pa mi je ful prav prišla. Narediš celoten poslovni načrt, zveš ogromno, spoznaš ogromno ljudi, ogromno poznanstev, res dragocena izkušnja, ki jo priporočam vsakmu. Sicer je res, ja, ok, za 4 mesece si zaposlen, torej se mora res malo poklopiti, da nisi nikjer trenutno že zaposlen, ampak je pa, če bi se lahko še enkrat prijavila, bi se. Tako da jo priporočam vsakmu, ki bi, pa ne ve, kako začeti. Bi rekla, da je bila to neka tvoja odskočna deska, ali pa ne lih odskočna deska, ampak da si se zavedala, to pa lahko jaz delam kot svoj full-time job, ali si že prej vedela oziroma imela ta občutek, da bo to tvoja? Prej je bilo to samo želja, pa se mi zdi, kot da je bilo tako malo, kot da sanjam nekaj, zdaj jaz spet imam tukaj neko idejo, pa jaz to bi, ampak s tem pa, ko sem prišla na Poni, sem pa dobila to samozavest, ker ja, v znanju je moč, ne? In ko veš, da tega znanja nimaš, nimaš te moči in nimaš tega poguma. In Poni je meni osebno vlil te samozavesti in discipline tudi. Torej, da tudi zdaj, ko je konec, se pravi, konec junija smo zaključili, in meni je ostal pač ta red. Se pravi, jaz se zjutraj zbudim, tako kot sem za takrat, si naredim načrt dela, in delam. In vem, da torej to, kar jaz počnem, super, ja, ok, ustvarjam, imam te kreativne pač momente, te urice, vzamem si čas za dejansko ustvarjanje, ampak vem, da zato, kar si jaz želim doseči, moram nekaj časa oziroma veliko tega časa svojega vložiti tudi v content, pa v, kako se že tako reče tistemu, ko, neka beseda je, oziroma kratica, ki se zdaj ne bom spomnila, ker je toliko enih terminoloških izrazov okoli tega. Ampak pač torej, da namenim čas tudi tem stvarem, ki niso nujno povezane z to mojo kreativo, ampak samo k temu, da kot podjetniška ideja oziroma Atelje Orion kot podjetje lahko pač raste. Kako pomembni pa so te vsi drugi aspekti, ko si jih zdaj omenila, recimo marketing in tako dalje, raziskava trga, pa recimo to, da redno objavljaš. Si opazila kakšne razlike, torej ne, če redno objavljaš in se trudiš za to, ali pa mogoče se ne, da se dejansko vidi, ne vem, padec ali pa dvig, pač ne vem, ogledov, všečkov, naročil in tako dalje. Absolutno se pozna. Toliko vložiš, toliko dobiš nazaj. In sej po eni strani, res, ko si sam, kakor si rekla, si pač one man band, delaš vse sam. In je na trenutke tudi malo too much, pa overwhelming, pa vseeno nisi v vsaki stvari enako vešč, pa lahko postaneš frustriran. Ampak ko vidiš pa rezultate, kar pa jih vidiš, pa veš, da je vredno teh frustracij, in da samo greš gasa naprej in pa veš, da boš prišel do točke, ko pač boš lahko nekoga pocukal za rokav, pa mu rekel, kaj bi mi ti slučajno lahko, prosim, pomagal tukaj, pa zaposliš nekoga. In zato potem je vredno truda, ker če imaš cilj, da boš ob eni točki imel ekipo, kar jaz si prizadevam za to, veš, da je vredno zdaj, da si utrgaš, pač pa delaš malo več, pa ni to, tudi ne od 7 pa do 3, ampak je malo dlje, pa sem veliko na telefonu, res, koliko imam jaz screen time, Bog pomagi, ampak vem, da se bo splačalo. In kakor sem rekla, vidi se, pač res se vidi. Pa si kdaj dejansko bila na taki točki, da bi nehala, oziroma si kdaj podvomila v sebe ali pa rekla, ne vem,
to je prevelik, ne vem, finančni vložek, karkoli, to, lej, kaj pa če to ne splava. Je bilo kdaj tak, ali si vedno, tako si rekla, imela neko vizijo, ne, jaz to hočem, tako bo? Je bilo veliko teh trenutkov in moram reči, da je bilo teh trenutkov več pred ponijem, zato ker sem na poniju nas je mentor vprašal, mislim, da je bilo to že prvi teden. Ne vem, kaj nas je vprašal, ampak vem, da je bilo govora o tej čudoviti stvari, ki ji rečemo denarni tok. In takrat so meni začeli klikerji delati. In sem vedela, da rabim produkt, ki bo torej skrbel za moj denarni tok. Kar pomeni, da se ne morem zanašati na svoje končne produkte, čeprav seveda, kar si zamislim, to naredim, to skvačkam, zdaj bom pa to prodala. Ja, ne bom, ne? Ni nujno, da bom. Ne? Torej, to ni nekaj, na kar lahko računam. In zdaj pa, če želim vse uresničevati na tem področju, moram ustvariti nekaj, kar torej bo pač konstantno tok. Sem že rekla, da se bo prodajalo. Tako, okay. In to je bil tudi razlog, oziroma to je bil nekak vzgib za to, da sem kreirala te svoje torej, DIY komplete za kvačkanje. Lahko malo več poveš o tem. Zelo lepo uverturo si naredila. Sem, ne? Torej, isto smo se že prej pogovarjali, da pač imaš tudi delavnice kvačkanja, oziroma tečaja. So tečaje ali delavnice kvačkanja? Ja, v bistvu so bili tečaji. Tako. Ok, tečaje kvačkanja. Predvidevam, da je bil zelo lep odziv in da si v bistvu mogoče tudi iz teh delavnic prišla do ideje za te kompletke, kak je sploh ta povezava, ali ti je mogoče mentor dal idejo, ne, imej ta pa ta produkt, ali si ti sama rekla, ne vem, imela sem delavnice, ful dobro bi bilo, da bi pač to lahko delal vsak sam doma. Ja, tako. V bistvu zelo organsko se je zgodilo. Ja, torej najprej sem začela sama kvačkati pač te izdelke, potem sem začela že razmišljati o izobraževanju v obliki tečajev pa delavnic, ki sem jih torej tudi speljala. Sem imela 3 tečaje, odziv je bil ful luškan, se pa seveda na drugi strani sem se pa tudi zavedala, da so pa ljudje, kakor jaz, ki pa vseeno raje to nekako se učijo doma, tako kot sem se tudi sama. In ni bilo Dmitrija ideja, moja ideja je bila narediti te DIY komplete, torej združiti nekako naravno se je torej ta ideja zgodila, da te izdelke, ki jih jaz najraje izdelujem, da jih lahko še nekdo drug izdela, jaz ga naučim, kakor sem tudi naučila te krasne punce, ki so prišle na moj tečaj. Imam 2 vrsti kompletov. En komplet je komplet za učenje kvačkanja, ki je namenjen tistim, ki pojma nimajo o kvačkanju, ki še niso imeli kvačke v rokah. In torej te kompleti vsebujejo vse pripomočke za kvačkanje, torej kvačko, šivanko za prejo in označevalce vrstic. In pa cel kolut preje samo za učenje, za vadbo. Potem se pa v drugem koraku lotijo izdelave izdelka, ki so si ga pač že predhodno izbrali. Potem seveda vse te komplete imam tudi v obliki samo kompletov za izdelavo, kjer pač preskočimo ta del za učenjem. Je pa zraven tudi priročnik, ki sem ga pa oblikovala za tečaje v živo. Zraven pa bo tudi QR koda do video vodičev. Tako da bo res, kakor da sem tam, sem da nisem tam. Tako da ja, te priročniki. Ja, tukaj sem jaz v bistvu že ugotovila, koliko mi je res do tega, da naučim ljudi, kaj je fora kvačkanja, da izhajam iz sebe, kje sem bila jaz, ko sem bila na začetku. Ugotovila sem, da mi to ful veliko enega veselja prinaša, no, deliti to znanje in torej, da vključim tudi tiste, ki jim ni toliko do učenja v živo, ampak ki bi raje to sami doma. Ja. Zdaj, tudi super si napeljala. Verjetno te ljudi, ki si jih targetirala z temi kompleti, so
bolj introvertiran, Ja, ne, predvidevam. Ker se mi zdi, da ustvarjalnost oziroma ustvarjanje, rokodelstvo povezujemo z introvertiranostjo, torej da si v dobi svojega doma, na kavču, pod dekico, pač delaš nekaj, ampak za podjetništvo oziroma za razvoj podjetja pa moraš biti ekstrovertiran. Moraš biti v stiku z ljudmi, ne vem, klicati ljudi in tako dalje. Ja. Kako pa ti to balansiraš? Bi ti za sebe rekla, da si bolj introvert ali bolj ekstrovert? Pa je, da se reče, da si kot ekstrovertiran introvert, Okay. ker se imam načeloma bolj za introverta in rada sem sama in rada sem doma in meni to zelo najbolj paše. Imam dneve, ko sem ful družabna, ampak načeloma sem pa bolja v sebi in v svoji glavi, ker ni vedno najlepša, ampak nima veze. V glavnem ne. Ja, pač to so borbe. Ta del ful rada komuniciram z svojimi sledilci, pa ful rada jih kaj vprašam, pa tako, da imamo nek dialog. Je pa ta del včasih ravno tisto, kar me najbolj na koncu dneva, ne da me obremenjuje. Mogoče enostavno zato, ker sem na nek način takšna, da rada ugodim vsakemu posebej, mi to mogoče malo več energije vzame, kot bi komu drugmu. No? Tudi recimo pri tečajih se spopadam z tem enim vprašanjem, ko se dogaja tečaj, pa se učim, pa pokažem, pa me vprašajo, pa še enkrat pokažem, pa vsak se uči v svojem ritmu. Ne? Ampak se ful ukvarjam z tem, koliko se je nekdo res naučil, ko gre od mene. In nekako mogoče, zdaj sem mogoče malo zašla iz tega ekstrovert-introvert, ali pa tudi ne, no. Ampak ja, ful se želim posvetiti vsakmu posebej, no, mogoče iz tega vidika, da ko pa sem tam z ljudmi, sem pa maksimalno 300%, pa me to mogoče obremenjuje. A veš, ko mislim? Ja, razumem. Okay. Ampak se mi zdi, te kompleti so zelo fajn, zaradi tega, ker se lahko vsak dejansko uči v svojem tempu, ti pa vseeno pač pokažeš vse, kar imaš za pokazati na nek način. Ne? Tako je. Zdaj, nekje sem prebrala, mislim, da si želiš, da bi te kompleti bili na voljo tudi v večjih trgovinah oziroma tako dejansko zakupiti. Misliš, da ti bo to omogočeno, mogoče po sodelovanju na Kickstarterju? Na kjer sodeluješ? Absolutno, tako je. Ja, jaz kar računam na to, ko smo začeli delati za Kickstarter, torej, če se mogoče samo vrnem na to, kako se je začel ta Kickstarter, cel projekt. Konec marca sem dobila eno tako super priložnost sodelovati v tekmovanju Kickstarter Pitch v Krškem na Knofu v sklopu festivala Soundgarden. Sicer sem bila na bolniški prvi dan, to je bila sreda, in sem dobila ful kašelj, pač neka gripa. In dobim mail od mentorice Nine na Poniju, da se torej čez 2 dni v petek dogaja to tekmovanje, če se želimo prijaviti. In jaz imam strašen ta FOMO, Fear of Missing Out, in sem vedela, da se bom prijavila in pač sem bolana in kašljam in cela sem čudna, ampak jaz grem na tole, jaz ne bom, pač bom se zdaj pripravila in bom šla. No in sem šla in mislim, da 4 smo bili, ker smo predstavili vsak svojo idejo. In potem je publika glasovala in sem zmagala, torej za predstavitve teh DIY kompletov, ki so bili takrat še kar v povojih, to je bilo še ful na začetku. Nagrada je bila bootcamp, Kickstarter bootcamp z slovenskim podjetnikom in investitorjem Nikom Klanškom, ki je v bistvu nekako pripeljal tudi Kickstarter v Slovenijo in je zbral že več milijonov dolarjev v sodelovanju z drugimi uspešnimi podjetji. Torej, njegovo mentorstvo je bila pač nagrada, kar je bilo wow. In v bistvu Kickstarter je pač globalna stvar. In zato sem tudi takoj začela razmišljati na globalni ravni. Torej, da ne bo to nekaj, kar bo ostalo v Sloveniji, ali pa mogoče celo ne samo v Evropi, ampak nekaj, kar bi se znalo prodreti tudi dlje.
kako pa dejansko poteka bolj sodelovanje na Kickstarterju? Torej ti predstaviš neko idejo in kaj se odločijo, ali, ne vem, ali bodo investirali v njo ali ne, ali je to kako drugače? Ali, mislim, nekje sem brala, da kot zbiraš denar, ali nekaj več o tem? Ful je velike teh platform za zbiranje denarja in bolj hitro pride do zmede. Se pravi, Kickstarter deluje po sistemu crowdfundinga oziroma množičnega financiranja. Ti na Kickstarter prijaviš svoj projekt, oni ti ga odobrijo ali pa zavrnejo, poveš, koliko denarja potrebuješ in dokdaj ga želiš zbrati, ponavadi je tako kak mesec, ne, imaš odprt tale projekt in če zbereš ta znesek, lahko ga tudi prekoračiš, fingers crossed, dobiš torej ta denar, če pa, ne vem, dobiš €1 manj od tega zneska, kakor si ga začrtal, pa ne dobiš nič. In zato je v bistvu treba ful dobro premisliti, koliko potrebuješ in koliko je realno, tudi da boš zbral, da boš ne samo na zeleni veji, ampak da ti bo to res odskočna deska za naprej, da boš lahko delal tudi na zalogi za naprej. In v bistvu je kot nek sistem prednaročil. Jaz bom torej imela na voljo za začetek 3 komplete in katerega koli od teh 3 kompletov si bo lahko nekdo zbral in potem bojo, rečemo, v roku 4 do 6 mesecev prejeli ta izdelek domov. Ne? Tako da v bistvu kot neko prednaročilo, je pa tudi fora Kickstarterja ta, da je cena bolj ugodna na Kickstarterju, kot bo potem v redni prodaji. Ne? Torej, in ti si zdaj v tej fazi dejansko zbiranja oziroma pobiranja prednaročil. Do tega pa ta faza traja? Jaz sem v bistvu zdaj trenutno še v fazi predkampanje, ki je zelo pomembna za Kickstarter. To nas je Niko res nam je zapečatil v glavo, da predkampanja je zelo pomembna. Zakaj? Zato, ker je na podlagi predkampanje potem odvisna tudi najverjetneje tvoja uspešnost na Kickstarterju. Se pravi, predkampanja je pa čas, ko ti zbiraš podpornike, kjer predstavljaš te komplete, ki torej bodo lansirani na Kickstarterju, in si pač obetaš, da na podlagi teh, ki si jim to predstavil, da bodo torej podporniki, ki bodo na čas lansiranja, te dejansko podprli. Ja. Spet prej smo se pogovarjali še pred začetkom snemanja in zdaj si omenila, da si želiš prodreti tudi na globalni trg. Skušaš to narediti že v tej fazi predkampanje ali je to bolj za ta drugo fazo, no, ko bo dejansko potekala prednaročila? Ja, to poteka v bistvu že kar zdaj. Kot pravim, ne, je Kickstarter res na globalni ravni zadeva in zato že v fazi predkampanje upam na globalno podporo. Obstajajo tudi posamezniki, se pravi, to zdaj počnem z raznimi sponzoriranimi objavami, pa ful se trudim na Pinterestu. Pinterest je tudi ful ena dobra platforma za take vrste predstavitve. Seveda mi je pa po drugi strani pa mi je tudi najbolj domače to deliti z lokalno skupnostjo, z ljudmi, ki jih že poznam, ljudi, ki me že poznajo, mene in mojo zgodbo in mi že zaupajo, tako da na eni strani seveda grem globalno, ker si to želim, pa ker verjamem v potencial teh kompletov na globalni ravni, ampak na drugi strani pa seveda tudi z največjim ponosom to pokažem tukaj doma v Posavju in upam na najbolje. No. Ja. Jaz si tudi želim veliko sreče na Kickstarterju in mislim, da pač ne, te kompleti so itak zelo uporabna stvar in tudi recimo za darilo ali pa za ne, karkoli. Točno to. Ne, mislim, da je res fajna ideja. No. Hvala. Imaš mogoče kak nasvet, ne vem, za bodoče podjetnike ali pa nekoga, ki mogoče ima sam idejo, ampak nima, ne vem, ni še niti začel ali pa so to samo neki zametki, pa bi, pa ne bi, ali pa si ne upa, recimo. Ja, gremo gas. Se pravi, začeti je treba nekje, če ne probaš, ne veš. In jaz verjamem, da tisti, ki je s srcem v stvari, ki to res počne iskreno, mislim, da ni šans, da mu ne uspe. In treba se je zavedati, da so vzponi in padci vse povsod, seveda tudi na samostojni podjetniški poti so zelo pogosti, ampak mislim pa, da nagrada za to delo je pa večja kot kjerkoli. Tako da samo želim vsem, ki torej razmišljajo o nečem, pa si ne upajo, da sam pač
včasih se mi zdi, da je treba iti ven iz svojega telesa, pa sam narediti. Zapreti oči. Zapreti oči in klikniti, send in to je to. Tako da, to. Ful dobro. Oziroma tudi fajn je, da izkoristijo take priložnosti, ko se jih ti, ne? Absolutno. Recimo, ne? Točno tako. Ker naprimer na tale Kickstarter pitch tekmovanje, jaz sem to napisala, ampak dokler nisem kliknila na tisti send, pač je to vse ostalo doma. Ampak ko sem pa kliknila na send, sem bila pa odgovorna za to, da pridem. Ne? Tako da mogoče sem treba mičken stopiti iz cone obdobja za par sekund in pač si potem primoran. Pol pa bo, kar bo. Ja, pa bo, kar bo. Tako je. Ni pa kvačkanje tvoja edina ljubezen. Ja. Že prej sem rekla, primarno te poznamo kot glasbenico, pevko, tekstopisko tudi. Kako je pa z glasbo? Mogoče, kak je zdaj sploh, ne, kot ti podjetništvo oziroma Orion zauzema veliki del ne sam prostega, pač dejanskega delovnega časa. Kako to mogoče balansiraš? Oziroma, kaj ti pomeni glasba? Glasba je pač moja prva pa največja ljubezen in tako je bilo vedno in tako bo zavedno in ne glede na to, kje bom v življenju, bo tako pač ostalo, jaz to vem. Je pa tako, da, in to sem zdaj v bistvu nekako zadnje čase ugotovila, da si to tako najlažje razložim. Torej, moje sanje glede glasbe so se začele še, ko sem bila otrok. In jaz sem odraščala v 90-ih, mi smo gledali Superstar, to je bil čas, kjer so te založbe pač vzele pod okrilje. To je bil čas, ko si imel koncert, pa je bila v publiki prava oseba, ki te je opazila, pa te je porinila naprej in vse ostalo je bilo zgodovina. In v tem nekem pričakovanju sem jaz odraščala in s tem sem nekako, zaradi tega sem imela neka ful visoka pričakovanja in upanje, da bom tudi jaz lahko tako enkrat. In moram priznati, da sem do pred kratkim imela z glasbo kakor nek toksičen odnos. Ker sem pozabila, zakaj jo delam. Postala je, ful me je obremenjevalo, da tisto, kar dam ven, pa imam samo 1000 ogledov, da očitno pač ne delam nekaj prav, pa ful se primerjaš, pa ful nas je veliko, pa zdaj smo itak v času, ko imaš na telefonu pač dostop do, bože moj, kakšnih vseh vsebin in kdorkoli lahko objavi karkoli. In enostavno se zgubiš v tej poplavi. Kakorkoli ti lahko to na en način dela uslugo, si na drugi strani si pač samo eden izmed. In nisi več nič posebnega, oziroma zelo težko je postati nekaj posebnega danes. Tako da, ko sem se oddaljila od tega, da bom to, kar sem si rekla, ko sem bila mala, ko bom velika, bom pevka, ko sem redefinirala to, kaj to pomeni, torej ni nujno, da bom zdaj jaz ne vem kakšna zvezda, pa da bom imela ne vem kako veliko publiko, ampak da bo to samo nekaj, kar jaz počnem, jaz pojem in zdaj, če to kdo posluša ali pa ne, jaz to delam za sebe in še danes in z največjim veseljem in tudi na promenadi sem imela eno tako lepo priložnost zapeti en avtorski komad, za katerega sem pol tudi so prišli do mene, pa mi je bil prav ta komad všeč in mi je to ful super. Ampak jaz to zdaj res delam samo še zato, ker jaz to rada delam. Če bo kdaj priložnost, pa bojo vsi te moji avtorski komadi mogoče kdaj našli prostor na enem CD-ju, bo super. Ampak ostaja pa največja ljubezen na svetu. Koliko pa je recimo teh avtorskih komadov in a ustvarjaš zdaj trenutno kaj, ali je zdaj tvoj fokus drugje? Oziroma, kak recimo, rekla si, da imaš dober odnos z glasbo zdaj, ampak a je v nastajanju kaj novega, ali je to zdaj res čist, če začutiš, če ne? To je. Če začutim, je to, če ne. Pač je to moj zelo velik, to je poglaviten ustvarjalni ventil moj, še vedno. To je moj način izražanja in jaz brez glasbe ne morem. Pa me kdaj kdo sreča, pa reče, Adriana, še kaj poješ, je pač normalno, da pojem. Ampak in še vedno nastajajo novi komadi in bili bi že mogoče celo za en album, ne.
ampak se pravim, pač ne pustim, da me to, zdaj, ko delam glasbo, jo delam neobremenjeno. Če objavim, mogoče objavim kak izsek na Instagram, na YouTube, ampak načeloma je pa zdaj res, ja, ok, fokus je na Orionu, ker je to nekaj oprijemljivega, pa ker to lahko pač počnem brez te neke sence na sebi, ki sem jo imela pri muziki, ampak muzika bo vedno v mojem življenju. In to je nekaj, kar jaz ne morem. Jaz pač bom vse odložila. Če bom jaz slišala en refren v glavi, bom vse odložila, samo da ga bom sestavila do konca. Tako da ja. Pa si imela prej vedno nek pritisk, zdaj moram pa, ne vem, imeti moja muzika, ne vem, tuk pa tuk ogledov, moram zdaj recimo, ne vem, iti na nek resničnostni šov, pevski šov, se pravičujem, nekak pevski šov, ne, ker hočem napeljati na to, da v bistvu nisem vedela, ampak pol, ko sem šla tebe malo raziskovati, sem ugotovila, da si bila še pod dekliškim priimkom na 2, če se ne motim, šovih pevskih, Misija Eurovizija, ponovno Zvezda Slovenije. Kakva je bila pa ta izkušnja? Si mogoče mislila, po tem šovu bo zdaj to, ali kak je bilo tam? Ja, ko sem šla na Misijo Eurovizijo, mislim, da sem bila stara nekih 15 let, če se ne motim. In absolutno sem mislila, da to bo zdaj to bo tukaj naprej sam še, razumeš? Je Eurovizija, ne? Ja, itak, ja, Eurovizija, pol pa ne vem, kje mi je kraj. Itak, s takimi pričakovanji sem šla na ta šov, kot 15-letna pač punca. In kot nekdo, ki, kot sem rekla, ne, sem gledala te Superstar in sem videla, kaj to naredi. Pa American Idol je bil ful takrat, ko sem jaz odraščala. In to ti je ratal, če si bil ti na eni oddaji, sploh na nacionalni televiziji. To sploh lahko, da ne rata pol. Ampak ni, ne. Zdaj je to en ful lep spomin, kateremu se rada vračam. V smislu pač vseh. Celotna izkušnja je bila ful lepa. Klemna sem takrat spoznala s Fakonjo, Niko Zorjan sem spoznala, smo bile skupaj v oddaji. Mislim, snemala, bila sem v živo, sem pela na RTV-ju. Mislim, to je tako bom stara teta, bom se spomnila in bom to še razlagala. Ampak, ja, danes gledam drugače pač na te šove. Zelo je vse minljivo. Muzika ni več, pač ta cel glasbeni svet ni takšen, kakor sem si ga jaz nekako predstavljala kot otrok. Pa se priznam, pač te stvari te pol, ti veš, da več ni tako, ampak sen pa upaš, da mogoče pa je. Tako da zdaj sem itak pozabila sploh, kaj je bilo vprašanje, ne vem, če sem odgovorila. Ja, ne, glede teh šovov, ne. Ja, glede šovov, ja. Tudi Nova Zvezda Slovenije je bila lepa izkušnja. Se pravi, kar se tiče izkušenj, pa poznanstev, pa tako, pač enostavno enih lepih spominov, ja, mi ni žal, da sem šla, bi šla še enkrat, takrat nazaj, zdaj ne bi več šla. Zdaj sem rekla, da še edini šov, v katerega bi pa res šla mogoče, če bi lahko šla, je The Voice, pa prav hrvaški, ki ima take super sodnike, to bi si ful želela tako doživeti. Ampak ne morem, ker nisem državljan Hrvaške, tako da dejansko je to pogoj. Pogoj za The Voice je. Ampak nimajo vsi šovi tak. Nimajo vsi, ja. Ta ga ima. Pa se prav. Ne. Ja. Hoči tako usvojeno. Tako. Ok, torej zdaj imaš mogoče malo drugačen fokus, pa tako si rekla, bolj neobremenjeno se ukvarjaš z glasbo, kar se meni zdi super. Ja. Ampak ta tvoj nov fokus, mislim, nov star fokus, ne, verjamem, da ti vzame veliko časa. Že prej si rekla, ne, kak je tvoj screen time, pa koliko si na telefonu, pa ne, da imaš red in vse to. Kak je dejansko pač delati doma, ne, ko imaš doma in pisarno, in skladišče, in delavnico, imaš dejansko kaj prostega časa, ali si moraš izrecno ločiti, to je zdaj moj prosti čas, ne, jaz ne bom zdaj delala. Ali je cel dan kar eno delo? Ja, sploh nisem še nikoli tako razmišljala. Ful bi si rada neko strukturo naredila, ker vem, da jo rabim. Ampak je tako, pač sej
Ja, ok, kakor sem rekla, ne, pač to, koliko je dejanskega ustvarjanja, zdaj sploh, ko gradim, ko buildam, pa ta suspense za Kickstarter je toliko več dela, ampak tako nekako se mi zdi, da je zblendano vse skupaj, ta moj prosti čas, pa to, kar dejansko počnem, zato ker jaz dejansko poskušam iz hobija, ne, to bi rekli ljudje, da je to hobi, poskušam iz tega narediti kariero, tako da se ful ni teh nekih razlik med prostim časom pa med delovnim časom, tako zblendano je skupaj. Se prepleta. Ja, se prepleta, hvala, ja, to sem iskala, to besedo. Tako da sej na eni strani si lahko obremenjen, ko delaš nekaj, kot je ta marketing, bože moj, nekaj, kar ni res tisto, kar najraj počneš, ampak veš, zakaj to delaš, pa pol ni to tako delo. No. Seveda, da grem, zdaj sem sam čakala, da bo spet prevroče, da bomo šli kaj na Sup, na Krko, in ja, itak, da si vzamemo čas za sebe, ja, treba si ga vzeti. Kaj pa, če mogoče rečemo še kako o ciljih? Imaš kakšne specifične cilje, verjetno jih imaš, za obdobje, ne vem, 1 leta, 5 let, lahko tudi več poveš. Kaj so neki tvoji dejansko kratkoročni, dolgoročni cilji za Orion ali pa nasploh? Torej, dolgoročni cilji so vzpostaviti močan denarni tok. Pa tudi ti z tem mentor rekel, da moraš reči. Ker brez tega ni nič, ne. Torej, iti globalno, na drugi strani tudi v smislu Oriona sodelovati z kakšnimi mogoče celo glasbenimi izvajalci v smislu, da jih oblečem, če se jim mogoče kdaj zapaše kaj tako malo drugačnega obleči, ker moji izdelki niso čist konvencionalni, pa niso čist po vzorcu, jaz se namreč poslužujem freehand oziroma prostoročnega kvačkanja, ko pride do oblačil, tako da znajo potem to izpadeti zelo zanimivi kosi. In hkrati pa, če bo slučajno ta super, odličen, čudovit denarni tok dovolj dober, bomo tudi, kar se tiče muzike, kaj naredili. Jaz tudi pojem na porokah in zelo rada se odzovem. Tako da tukaj, se pravi, finančen ali pa kakšen drugačen tok, jaz se pač prepuščam. Jaz, ne da zdaj sem iz danes na jutri, ampak vem, kaj si želim, kakšne vrste stabilnosti želim v življenju, ampak vsa pričakovanja, vsi cilji so na nek način pričakovanja in vsa ta pričakovanja sem do danes že ful razočarala, tako da samo vidim, če je tam kakšna priložnost, grem tja, če vidim, da je ni, grem drugam, samo enostavno sledim občutku, intuiciji, pa bo kakor pač bo. Ja, to si v bistvu zelo dobro povedala, to, kar se tiče pričakovanj, da mogoče manj, ko jih je, boljš je, ne vem. Vse super imeti cilje in treba jih imeti v življenju, normalno, da ja, ampak ne pa takšnih, ki ti lahko zagrenijo življenje, pač, da preveč pričakuješ od sebe, no, tako. Ja, jaz si želim, da bi uresničila vse cilje, ki ne samo, ki si jih zadala, ampak ki tudi pridejo po poti oziroma po toku, ne, ali denar, ne, ali kakem drugem. Zdaj, mi smo že v bistvu skoraj na koncu. Imam še par vprašanj za tebe, hitre vprašanja, ki niso sodila nikamor drugam, pa sem jih pač dala na konc. Hitre vprašanja. Zdaj, vemo, da, oziroma tisti, ki te spremljamo, ki te poznamo, vemo, da je ena od tvojih ljubezni tudi kuhanje. Zanima, kaj najrajši skuhaš? Najrajši skuham oziroma spečem pečenko in zraven naredim eno ful dobro coleslaw, solato. Res imam toliko dober recept za pečenko, da če imam potrebo potem, da nekoga impresioniram, bom naredila to pečenko. In kar je še pri tej pečenki super, je to, da jo vedno ostane, imamo potem naslednji dan še burgerje in pač še kaj lepšega, kako pa to, da se vse do konca poje. Ja. Mislim, da smo zdaj vsi lačni postali, ko to poslušamo, ampak okej. Kaj je tvoj najljubši izdelek, ki si ga skvačkala? Ali pa kos, mogoče, ki si ga skvačkala? Mislim, da mi je dejansko trenutno
Zelo mi je pri srcu ta moder mrežast pulover, ki sem ga imela na otvoritvi promenade. Drugače pa sem najbolj ponosna, ker mi je tudi več časa vzel en bel volnen pulover, ki ga imam tudi na profilu. Ima tako spodnje rožice, pač lep, bel, lep. In zahteven, verjetno. Tako. Kaj ti je ljubše, življenje na vasi ali v mestu? 5 let nazaj bi mogoče še rekla, da mesto, zdaj je pa to zagotovo vas. Mir, tišina, ptički, grmički, travica. Ja, nedavno si se preselila bolj na podeželje. Ja. Verjamem, da zelo uživaš. Zelo uživam, res, res noro, kako je to čist druga kvaliteta življenja. Ja. Čudovito je. Kaj pa mogoče najlepši ali pa mogoče najboljši nasvet, ki si ga prejela? Se ga spomniš ali pa ti karkoli pride na misel? Ali za glasbo, ali za podjetništvo, ali za karkoli? Bom zdaj v bistvu kar pokoristila tega, ki ga imam tudi na prvi strani svojega priročnika za kvačkanje, ki sem ga napisala. Mislim, da mi je to res nekako najbolj blizu in sicer pravi, da there are no mistakes, just happy accidents. Oziroma, da ni nobenih napak v življenju, ampak so samo srečne nesreče. To je rekel Bob Ross, ki je slikal tisto oddajo, ko smo vsi samo gledali, noben se ni po moje tega prav zares lotil, ampak smo samo uživali v tem, kako on ustvarja te slike. In je to večkrat vmes poudaril, ko je kaj tako narisal in je bil sem tako, ne se sekirati, nič ni narobe, nič ne nariš narobe, samo torej srečna nesreča pri nas v prevodu. Ali pa mogoče posrečena? Posrečena, ja, mogoče res. Posrečena, ja. Ne vem, ja. ne vem. Je res, ker je res lahko, ne pač iz vsega se lahko nekaj naučimo, včasih tudi celo lepši spade vse skupaj, tako da, ja, to. Kaj pa Adriana počne, ko se ne ukvarja ne z glasbo, ne s kvačkanjem? Se druži s kužki, pa z ženo, pa zdaj poleti supa, pa kuha, pa peče. In najverjetneje se spomni še kakega ročnega ustvarjanja, za katerega, če bi imela več prostora, bi se ga lotila, pa ja, joj. Ko si pač rokodelec, se želiš pač v vsem sprobati. Zdaj imam potiho željo se sprobati tudi v ustvarjanju iz fimo mase, ampak ne bom. Zakaj ne? Ko bom mogoče enkrat kasneje, ko bom. Jaz sem pa zadnjič videla en video, na katerem je ena punca rekla, kazala, kako je začela ustvarjati iz, pač ne iz plastelina, ampak verjetno iz fimo mase, ne? In kako so pol te luštne stvari, pač razne miniaturne povsod, ki jih lahko uporabiš, obeski za ključe, za vžigalnike. Ja. Ful mi je, zanimiv mi je ta moment tega ustvarjanja, ko imaš tako ogromno, gigantsko stvar, ker pač, ne vem, narediš eno tako ogromno rožo in jo moraš pol spraviti do tega 1 centimetra, ne? Ampak da ohrani obliko te rože. In pol tisto s tistim nožkom, ali kaj je. V glavnem, to mi je ful zanimivo. Ampak velikrat sem se že česa hotela lotiti, pa bož, da se nisem. No. Ne, ena stvari pač ostanejo za druge. Res. Jaz bi se z veseljem še pogovarjala s teboj, ampak prišli smo do konca epizode. Jaz ti želim vso srečo na vseh tvojih nadaljnjih projektih. In ja, hvala lepa, da si prišla. Hvala, Hana, hvala za povabilo, res. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi.